Zdaj je Donald Trump uradno predložil sporazum o civilnem jedrskem sodelovanju s Savdsko Arabijo kongresu. Reuters poroča, da so ZDA. Predsednik vztraja, da bo sporazum napredoval le, če se Rijad pridruži Abrahamovim sporazumom in vzpostavi uradne diplomatske odnose z Jeruzalemom. Dogovor je bil podpisan konec prejšnjega meseca. Pričakuje se, da bo to ustvarilo pomembne priložnosti za ameriška podjetja, saj Savdska Arabija razvija svoj sektor civilne jedrske energije. Za več odzivov je veselje pozdraviti veleposlanika Marka Seversa, nekdanjega ameriškega veleposlanika v sultanatu Omana, ki se nam zdaj pridružuje iz Abu Dabija. Veleposlanik, lepo vas je videti. Mineva skoraj 6 let, odkar sta Združeni arabski emirati in Izrael podpisala zgodovinske Abrahamove sporazume. Trenutno, medtem ko čakamo, kaj se bo zgodilo v kongresu glede sporazuma o civilnem jedrskem sodelovanju, menite, da je normalizacija odnosov med Rijadom in Jeruzalemom v resnici vse bolj verjetna? Zelo težko je reči v tem trenutku in mislim, da je vse odvisno od tega, kaj se bo zgodilo v vojni z Iranom v naslednjih nekaj mesecih. Vojna še ni končana. V zadnjem tednu smo videli začetek okrepljenega gospodarskega pritiska po vsem svetu, s katerim poskušajo odrezati vse vire financiranja iranskega režima. In obstaja nekaj pričakovanj, da bi lahko udarili nazaj na različne načine. Zato moramo spremljati in videti, kako se bo to izšlo. Ta možnost zagotovo še vedno obstaja. Savdijci so povedali različnim ljudem, vključno z delegacijo, v kateri sem bil tudi jaz v Rijadu, da so bili 7. oktobra 2023 tik pred zaključkom. Pogajanja so bila opravljena, večinoma v sodelovanju z Združenimi državami, in civilni jedrski sporazum naj bi bil del tega paketa, vendar so bili zelo blizu odločitvi o normalizaciji. V zadnjih 3 letih so se precej umaknili, ampak mislim, da je ideja še vedno na mizi in predsednik Trump jih še naprej potiska v to smer. Tako da mislim, da moramo v tem trenutku počakati, kaj se bo zgodilo z Iranom. Zelo na kratko, kako pričakujete, da se bo kongres odzval na ta sporazum, ki ga je poslal Donald Trump? V kongresu bo to zelo sporno. Seveda obstaja skrb glede jedrske proliferacije. Nisem popolnoma seznanjen z podrobnostmi sporazuma, vendar sem prebral, da lahko dovoljuje bogatenje na ozemlju Savdske Arabije, kar ni okvir, ki sta ga pred nekaj leti dogovorili Združene države Amerike in Združeni arabski emirati. In to bo povzročilo polemike, vendar ni tako enostavno, da bi ga kongres blokiral. Koliko razumem, potrebujejo skupno resolucijo obeh domov kongresa, ki jo lahko predsednik zavrne z vetom. In potem bi potrebovali dvotretjinsko večino, da bi preglasovali predsednikov veto. Torej ni tako enostavno, vendar mislim, da to ne bo dobro sprejeto, še posebej ob številnih kritikah tako administracije kot predsednikove politike v zalivu. In številnih drugih. V kongresu ni nujno pozitivnih pogledov na Savdsko Arabijo, čeprav so zagotovo tudi tisti, ki poznajo in podpirajo odnose s Savdsko kraljevino. Vendar pa je tudi veliko kritikov, zato bo zanimivo spremljati. Zagotovo bomo spremljali dogajanje, kot vedno cenimo vaše vpoglede v živo iz Abu Dabija. Veleposlanik Mark Severs, najlepša hvala. Z veseljem, hvala vam.